Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam. Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Andrej sta šport in narava življenjski sopotnici že od otroštva. V življenju se je ukvarjala že z atletiko, plesom, judom, padalstvom, cestnim in gorskim kolesarstvom, tekom, različnimi adventure raci, plezanjem in alpinizmom. Je članica alpinističnega odseka Tržič in tudi gorska reševalka, ki se redno udeležuje gorsko-reševalnih akcij. Je inženirka tehnologije prometa, zaposlena na mestni občini Ljubljana, kjer se ukvarja s problematiko in iskanjem rešitev trajnostne mobilnosti. Jeseni 2023 se je s prijateljico Niko podala na gorsko-kolesarsko odpravo na najvišjo goro Afrike. V 14 dneh afriške avanture sta kot prvi Slovenki opravili spust z vrha Kilimandžara. V njunem podvigu je bil posnet tudi film z naslovom Tiha moč, skozi katerega opogumljata in inspirirata ženske, da sledijo svojim sanjam in jih tudi uresničujejo. Z nami v steni tokrat energična in zdržljiva, nasmejana in odločna Andreja Jagodic. Andreja, živjo. Živjo. Kako si kaj? Pa v redu sem. V redu. Petek Ja. po službi. Tako je, petek po službi. Ampak jaz pravim, se vsak dan lahko luštanje sem petek. No. Res je, ampak petek kakorkoli ima nek svoj čar, nima. Ja. Kam Neki bi te- zaključki ali pa neki začetki, a ne? Tako je. Če te ne bi jaz za tole nahecal, kam bi šla zdajle? Kam bi danes šla v petek? Sploh ne glede na to, da je lep dan zunaj. Po moje bi hit šibala domov, ko malo prej končamo petkih, vzela svoj bajk, pa na hiter eno na Štefko, pa dol, dokler nista moje dve hčerki doma, no, in tak, ta hiter krogac. Štefka, to si predstavljam. Štefanja gora, ja. Nek lokalen pukaček. Ja, domači trejli. Nad Cerkljam. A sem prav rekel? Nad Tako je, Cerkljam. na Cerkljam, ja. Sprav imaš kolo zelo rada. Jaz zelo rada imam kolo, tako mi je en tak za užitek, za sprostitev. Tako zmer je z mano, zmer me uboga, ali pa jaz njega, a ne. Tako sva zelo povezana, ja, zelo ga imam rada. Pa je to že od malega? A si kot otrok so te hiter na kolo dal? Ali je to Ja, ja. kolo kasneje prišel? Po moje pri nas to kar tako, no, da si kar hitro vsak na kolesu, vse. Ja, tako da, ja, sem bila hit na kolesu, ampak ne tako, no, kot danes, a ne, pač učili smo se voziti, vozili smo se po ulicah gor dol. Smo bili zelo tak aktivno mladi, zelo veliko smo delali vsega, no, in tudi zelo veliko smo kolesarili, pač tako kot vsi otroci, no. Preživljali popoldneve Na vasi. in vikende Ja, na biciklu med ostalimi vregulijami. tako med ostalimi, ja, ne sam kolo, no. Si pa v nekem obdobju pa resno kolesarila. Ja, prej pač vedno sem zelo precej gorsko kolesarila, ko sem pa rodila prvo hčerko, no, sem pa pol tako nekako videla, da ni mi bilo toliko časa, ne, seveda so prioriteti otroci, želela sem pa ostati nekako aktivna, pa kaj bi lahko počela, pa sem videla, da mogoče pa kakšno cestno kolo primerno, tam zelo imam veliko takih klancev, za na hiter narediti kakšen vzpon gor dol, ne. Slučajno lih prodala en kolega in kolono in sem tako kupila za male pare neko specialko in ja, me je kar okužila, no, in potem sem začela malo več kolesariti, oziroma več. Tako dobro mi je šlo, no, in uživala sem v tem in pa me je to not potegnilo in ja, pa sem odpeljala kar ene par dirk tudi na cestnem kolesu. Ene par dirk. To je tako Ja. zelo skromno zares. No, ker namreč odkolesarila si. Kaj pa nisi odkolesarila? No, tako rečem. Zelo veliko je še. Še bi Ampak- kaj.
Recimo si bila zelo uspešna na Franji. Ja, na Franji sem parkrat odpeljala, sem bila, najboljši rezultat je bilo 2. mesto absolutno, kronometer sem tudi zmagala, no, potem Maraton Alpe sem zmagala, šla sem tudi na ene par dirk ven v tujino, pa tle doma te rekreativne dirke, no. Pa vzdržljivostne te ultra dirke, 3-krat sem peljala dirko okrog Slovenije in vse zmagala. Sicer sem bila 2-krat tudi edina punca, a ne, enkrat je bila pa še ena Čehinja na. Kaj je pravzaprav ta dirka? Tu je dirka okrog Slovenije gre in dolga je cirka 1200 kilometrov, mislim, da je cirka 14 000 višincev. In traja zdaj odvisno, ne, Jure Robič je bil zelo hitro okrog, a ne, jaz sem pa rabila malo dalje, mislim, da imela rezultat 2 dni, pa ne vem, koliko še, 10 ur, ne vem. In je to non-stop dirka, a ne, pač dirkaš, zraven imaš pa spremljevalno ekipo s kombijem, ki te spremlja in potem pač probaš čim prej priti okrog, a ne. In to je očitno toliko zahtevno, da se toliko malo deklet, žensk, ali kako za to odloča. A imaš kaj vpogleda, je danes recimo, tega zdaj ne dirkaš več, zadnja leta? Niti ni več te tekme, ampak Niti ja, ne ni zdaj. Ja, dirke okrog Slovenije ni več, je pa v Švici dirka, je v Italiji, je v Amerike, ne, Race Across America, a ne, to je taka, to bi mogoče kdaj še šla. Malo se ti je pa zasvetlo, zdajle v očeh. Ja, za cestno kolo bi se mogoče za kaj takega pa še dala prepraviti. No, zdaj kolesarstvo je sploh, tako se mi zdi, zadnja leta zelo popularno z uspehi naših kolesarjev. Pa tudi sicer Slovenija je zelo taka kolesarsko zanimiva dežela, zaradi reliefa in tudi klime in tako naprej, ne? Ja, zelo imamo fajn hribe, a ne, čeprav dobro, tle spet lahko govorimo, kaj lahko, kaj ne, a ne, ampak vedno se najdejo zelo fajn traili, tudi za cesto se mi zdi zelo fajn, a ne, vedno, zelo veliko ljudi se boji, a ne, ceste je nevarno, pa tako naprej, ampak jaz mislim, da v Sloveniji lahko najdeš tudi za cesto zelo primerne ceste, a ne, da ni nekih nevarnosti. Tako da, ja, jaz mislim, da je neskončno možnosti, no, in res tudi užitkov, ja. To zagotovo. Me pa zanima, imaš specialko še zdaj doma? Ja, imam, ja. In ko se zdaj odločaš med gorcem pa specialko? Ja, ne grem na gorc, mislim, itak zdaj moje srce je zapisano čisto enduro, ampak grem pa na specialko sploh za trening, pa to mi je fajn kombinirati, meni je zelo fajn delati veliko stvari, tudi zdi se mi koristno, no, tudi zaradi poškodb delajo različne mišice, različne treninge lahko narediš, a ne, jaz tudi tako, no, jaz nimam veliko časa zase, oziroma ne tako kot vsi, a ne, tudi, ko sem, ne vem, trenirala za dirko okrog Slovenije, so se vsi predstavljali, da pa zdaj delam, ne vem, 400-kilometrske treninge in tako naprej, sploh ni res, a ne, jaz sem delala pol urco in pol, a ne, za pač eksplozivno za moč in potem zadnji mesec sem pač stopnjevala v dolžino, a ne, in tako da mi je fajn delati različne stvari, no. Ampak pa moraš imeti neki vseb, ker verjetno bi marsikdo šel, pa se potem mogoče ob takih naporih, takih zahtevnostih pa ustraš. Ja, kaj rab še človek sploh meni je že kakšna punca rekla, jaz bi tudi, a ne. No, in glih to je tisto, a ne, pejt, a ne, če ne boš šel na Švedo, a ne, pač sej, če ne greš, ne veš, če pa boš šel, pa mogoče ne boš naredil, ampak boš vedel, da kaj nisi prav naredil, pa boš drugič, a ne. Tako da zelo veliko je tukaj straha, ne, in jaz mislim, da tega nam rekla, da nimam, ampak vedno sem si rekla, mene je vedno to gnalo, neke nove stvari, neke težje mogoče stvari, neke, kar ne dela, mislim, tako, pač malo drugačna in to mi je bilo vedno izziv in sem šla in sem probala, a ne. Sej, mogoče pa ne bo, a ne, pa bo naslednjič in ja, ta strah je treba, oziroma ta predsodek, da pa mogoče ne boš, kaj pa sej, pa ne boš. Verjetno je to ena stvar, ampak verjetno sočasno mora pa človek imeti tudi potem neko vztrajnost, ne, ker zelo hitro verjetno, jaz si predstavljam, ali pa sem tudi doživel na kakšnih drugih področjih, ne, brpal alpinizmu, včasih je treba, da tudi, ko si že utrujen ali pa veš, da imaš še ne vem koliko stene pred sabo, enostavno se moraš zbrati, pa reči, zdaj moraš pa stisniti, zber se, zdrž še to, ne, in potem počas greš proti tistemu cilju in na koncu nekaj rata, ne.
Ja, vztrajnost vsekakor, pa glava, a ne. Zdaj, jaz res mislim, da je ogromno v glavo, a ne. Če nimaš glavo fokusirano, a ne, pol tudi telo ne bo, a ne. Tako da jaz mislim, ke noge odpovejo, itak še ful lahko stisneš, a ne. Tako da jaz tudi nimam nekih problemov z motivacijo, no, jaz bi ful, a ne, pol imam problem mislim, zatirati to, a ne. Imaš problem, ki dan 24. Ja. Tako da ta vztrajnost pa tudi pride, a ne. Zdaj jaz ne vem, že od majhnega sem skozi nekaj počela, tudi pol, ko sem prišla v hribe, no, jaz bi to kar skozi, a ne. Jaz takrat sploh nisem vedela v bistvu, da je počitek del treninga, a ne. Jaz sem res skozi šibala cele dneve, takrat sem bila še sama, ne vem. Jaz sem bila res skozi po hribih in pol se spomnim, ko ob 3 ponoči sem ostala, nisem mogla spati, nisem vedela, kva je to, in takrat še ni bilo teh socialnih medijev in to, in sem pisala na polet, kaj se mi dogaja gor in dol, in mi je Najda Rotovnik Kozjek res odgovorila, da je pa to pretreniranost, a ne, kaj je zdaj to, a ne. In ja, sem bila skurjena čista, a ne. Tako da, ja, in potem pač z nekim pametnim pristopom prideš do tega in vztrajnost pa tudi raste, delaš različne stvari in vzdržljivost sploh, a ne, pridobivaš. Pa se pa fokusiraš na svoje cilje, pa v bistvu pač temu primerno tudi svoje treninge. Gre pa tudi verjetno za to, da se človek, ki ima neke pozitivne izkušnje, za sabo, se tudi nekaj nauči, ne, in vidi, da zmore, dobiš neke ideje, vzorce, skozi nek proces greš in potem naslednjič že veš, in da se, ne, in tudi potem ti neka samo zavest raste in je lažje graditi, ne. Ker če pa človek vedno nekaj tam obupa, se ne gre, ne. Saj izgovorov verjetno hitro najdemo, ne. Ja, pa jaz res po mojem, ne vem, jaz se spomnim, ko sem bila še na začetku na Ferajnu na Jezerskem, ne, in je prišlo pismo za Adventure Race, a ne, so novačili punce, ker jih ni bilo, ne, in pač to so bile dolge dirke in sestavljene iz 3 fantov, pa vsaj ena punca je mogla biti, niso mogli dobiti punce, ne. In jaz to slišim in jaz tako, to bi pa jaz, a ne. In pol so kao, da prideš tja in da pač te malo sprobajo, če si, ne. In jaz sem zdaj mislila, da to bo pa zdaj pač neko na izločanje, a ne, da bo toliko punc tam, a ne. In sem prišla sam jaz, a ne. Prej je bila kao še ena, sam ne vem, kako je bilo, no, ampak ja, ne probajo, ne grejo, ne, mislim, ja, kdaj moraš sam iti, a ne, in se mi zdi, da je res sreča tudi na strani pogumnih dostikrat, no. Drži. Si omenila Avjezersko. Daj mi kaj več povem, kako si prišla do Avjezerskega. To je tako zanimivo, no, zanimivo. Ja, jaz, ko sem prišla s faksa, sem šla na obletnico Češke koče, se spomnim, in pač gor so bili ti Jezerjani, prijazni, kakor so, in smo se zmenili zaplezati. In sem šla z Janko tam, se spomnim, v Nemško, sva šla plezati, no, in jaz sem se takrat zaljubila v hribe čisto, no, jaz sem bolj neprestano plezala, hodila po hribih in ja, z njimi sem pač plezala, no, in tako sem pristala tudi na Ferajnu na Jezerskem, ja. Katera leta približno so to bila? 2000. Tam. Se pravi, si tudi alpinistično šolo tam delala? Začetek, ampak pol sem šla pa kar kmalu k Tržiču, no, zdaj ne vem, koliko časa sem bila jaz na Jezerskem. Kot alpinistka sem ratala pol v Tržiču, no. Okej. In si se tam zasidrala in si še zdaj članica alpinističnega ceka Tržič? Ja. Zdaj sem bolj na GRS-ju že Tržič. Se skratka ne greš več na vsak četrtkov? Ne. Sestanek. Ne ratam, ja, ne. Enkrat na let, morda? Kolikor pride. Kaj bolj poplezati, kakor pa na Ferajnu. Kako je pa pol prišlo do odločitve za gorsko reševalno službo? To je pa kakor, ne vem, tako, to se mi zdelo kar tako spontano, kar del mene in kot neko poslanstvo. Jaz se spomnim, spomnim se, no, ko sva plezala pač tam v Franciji in je bila ena nesreča, tako zelo tak velik podor ledu je bilo, no, in tam je zasul eno skupino ljudi in en fant je tudi umrl, no, in tako se mi zdelo, ko si tako blizu, ne, pa se nič ne bi mogli pomagati, ampak takrat se mi zdelo, no, v tistih očeh, ko sem jih videla, tako zelo me je prizadelo me. Ja,
Sem pa imela že od nekdaj, no, srednjo zdravstveno sem delala, vedno sem bila tako, ne vem, to Pripravljena se mi zdi, pomagati. ja, pa tako, ko si veliko v hribih, zakaj ne bi se še nekaj naučil, pa da si siguren vase, da res prav pomagaš, a ne, pa ja. Tudi mogoče jaz, ne vem, prihajam iz Ljubljane, pa nisem imel toliko stika, pa bolj si vezan na odsek. Se mi zdi, da tako, ko opazujem odseke, pa članice odsekov iz, bom rekel, manjših krajev, so majčkeno bolj povezani tudi sicer s krajem, z okoljem, s tisto skupnostjo. In se mi zdi, se lažje potem odločajo tudi ljudje za neke take dejavnosti. Mogoče čist brcam, ne, pa celo kjer krivico v Ljubljani delam, pa, no, ne želim tega, ne. Ampak se mi zdi tako, da je lažje biti del neke skupnosti, bolj do izraza se pride. Mogoče, ja, no, mislim, jaz tle na GRS-ju Tržič se res počutim tako kot del ene velike družine, no. Tako tudi drugi rečejo, da smo Tržičani res nekaj posebnega, jaz to ne vem, no, ampak vem, da smo, mislim tako, ne, res se počutim doma, tako zelo smo povezani, no, in mi je res čas, da sem tukaj, No, ne. ja. Tudi pol, ko sem šla, pač, ko se mi je zgodila pač neka življenjska prelomnica in sem zdaj manj v Tržiču, kakor sem bila včasih, no, sem želela mogoče na drug GRS, tako se mi je zdelo bolj fair, tako, ker nisem vedela, kako bom lahko šla Tržič, se je zdaj večja razdalja, pa so rekli, te ne damo, a ne, tako, zelo veliko mi je pomenila, a ne. Ja, in tudi s samim odsekom je GRS zelo povezana, ne, ti vztrajni, nedobudni alpinisti, velikokrat pridejo pol na GRS, ker smo povezani, no, tudi en z drugim plezamo, tudi GRS-jevci skozi smo aktivni in Super, ja. Rekla si nadobudni alpinisti. Kaj pa, se že vidim, da veš, kaj tem vprašal. Kaj pa nadobudne alpinistke? A v Tržiču? Ja, recimo, kaj si pa še tam. Ali pa tako, koliko, ne, ti si, rekla si že prej, da si aktivna članica gorske reševalne. Koliko je še deklet, žensk poleg tebe? Še ena je. Še ena. V Tržiču, ja. Ena je še, ja. Torej, bolj malo. Ja, bolj malo. Zdaj ne vem, zakaj, ne. Vem, da itak nas je manj, a ne. Zdaj, zakaj se ne odločajo, pa daj pa to kakšnemu drugemu prepustiti, ne vem. Ja, verjetno tudi jaz, zdaj verjetno bi lahko zelo tako splošno zdaj razpletala o tem, ampak se niti ni tako bistveno, pač tako je. Si pa skupaj s svojo prijateljico lansko let jesen nekam šla. Ja. In to se mi zdi tudi, tako, tudi to je ena takrat glavnih stvari, zakaj sva se midva danes dobila in bi rad majčkeno pa zdaj več o tem. Ja, lani jesen sva šle z Niko v Afriko, na Kilimandžaro. In to s kolesom, no. Zdaj to smo imeli plan v bistvu na začetku 4 prijateljice, pol pač splet okoliščin, življenje prinese svoje, no, tako sva z Niko ostali sami in sva rekli, noč greva, ko pride cajt, ni za odlašati, ne, pol glašaš, prestavljaš in pol velikokrat pride do tega, da sploh ne greš. Tako da ja, sva se odločile in sva šle. Zdaj za aklimatizacijo sva šli prej še na Mount Meru, to je 4500 metrov visok, zelo krasen hrib, tam tudi jaz priporočam, če bi šel kdo tja, tudi ni treba, če ne gre na Kilimandžaro, pa saj na Mount Meru, ker je res čudovit. Koliko je to visok? 4566 metrov. In je bilo tako zelo, no, jaz sem imela v bistvu tukaj skoraj večje probleme z višino, kakor pa pol na Kiliju. Ampak so bile zelo dobro višinsko pripravljene, tudi prej so bile doma, so spale v višinskih šotorih. Daj pevamo majčkeno po vrst, ker bi te res pravzaprav zelo veliko stvari vprašal. Daj mi razloži, kako je sploh prišlo do te odločitve. Kolo, dekleta, gremo zdaj v Afriko in
Z biciklom gor, z biciklom dol. Ja, to je v bistvu Čemu, kako, več zakaj? prijateljc nas je, ki se tako, zdaj se malo manj, ampak včasih smo se precej dobivali, ali smo šli na dolge ture, kakšne kolesarske, ali plezati, ali smučati, no. Tak dolge res vedno. In pol smo se enkrat pogovarjali, kam bi še lahko, kaj bi še lahko, ne. In pol je ena rekla, da se ji pa zdi, ker je bila tudi tam, a ne, da se ji pa zdi, da bi bil Kilimanjaro fajn za zbajkam, a ne, in meni so kul zasvetle lučke, ker tam sem pa že bila, ne, 20 let nazaj, sem rekla, to bi res bilo, a ne. Po moje je bilo 5 minut, pa smo bili zmenjene, da to pa gremo, a ne. Pa smo samo še čakali, da bo res cajt prišel, pač nekateri imamo otroke in tako naprej, ne moš to tako na hitro, no. In ja, smo rekle, to, ko pride čas, pa gremo, no. In pol jaz sem prav predlani jesen nekako sem jaz začutila, malo sem najprej doma potipala, kako pa kaj, a ne. In sem videla, da imam neko odobritev, no, in pol sem puncam tako malo rekla in smo začele študirati, ja, in planirati, da pa to zdaj speljemo. To je bilo lani jesen, septembra. Kako pa je načeloma sploh sezona, kdaj se hodi na Kilimanjaro? V bistvu greš lahko na Kilimanjaro kadarkoli, no, ampak drugače imaš tako 2 deževni obdobji in to ni fajn jeti takrat, no, to je lik zdajle od marca do marca, april, maj, pa pol konec oktobra pa november, no, to se ne hodi, vse ostale pa je pa fajn, no, tako da mi smo planirale na sušno obdobje. Aha, okej. Ja. In spokat, pripraviti, agencija se rabne, ker sam tam ne moš jaz. Sam ne smeš, ja, sam ne smeš, tako da rabiš agencijo in tako da sva pol začele to gledati, jaz sem takrat tudi, tako se mi zdi zelo taka fajn, ne vem, kako, zelo fajn mi je bilo, ko sem videla te punce, no, v bistvu sem hotela se tudi malo pač podpore dobiti, no, ker nama pol ni ratalo prav veliko, ampak sem vtipkavala Empowering Woman, ne, in so mi prišle te punce ven, Kilimanjaro Wonder Woman, to je ta agencija, ne, ki je sestavljena, ki jo vodi ta Eke Ninjao, gorska vodnica, in predvsem zaposluje tudi punce, a ne, in ko sem jaz videla tiste punce tam, ne vem, na eni strani mamice, a ne, s tistimi torbami z otročki, a ne, na drugi strani pa s tistimi velikimi tovori, pa grejo v hrib, a ne, in sem rekla, to je to, a ne, pokažem nikona, tako, ja, to je to, a ne, in smo bili tako in sem jim pisala, no, oziroma Julij, to je ena Nemka, ki jim pomaga, in ja, pa smo takoj začele planirati to skupaj, no. In ko si jim omenila, da boste kolesarili gor in dol, kakšen je bil prvi odziv? Ja, okej, tako, ampak po moje one sploh, ne vem, do vrha gor niso verjeli, da bova midve to vse, a ne, res same, ker vedno je bil kakšen nosač tako, za vsak slučaj še malo več zraven, a ne, ker so po moje skozi mislili, da bova pa rekli, okej, zdaj pa vi neste, a ne. Tako da, po moje so bile tudi ene prvih, sploh za njih, no, ko sva šle s kolesom, a ne, itak pa tudi na splošno ni veliko kolesarjev, a ne. Sploh takih, ki to vse sami naredijo, se pravi, da sami nesejo kolo gor, pa da odpeljajo dol, pa da vse stvari sami nosijo, a ne. Je pa nekaj takih, ki jim pa nosači nesejo kolo gor, ampak to jaz pol ne vem, kako to zgleda, tudi ni kakšnih filmčkov pa to, no, saj kaj boš snimil, če ti da v kolo gor nese. Koliko pa ena sploh, recimo, nimam čist ideje, ta gora zanimiva za kolesarje? Ali se več ljudi odloča za to, ali je to bolj tako neka rariteta? In meni se je zdelo super, je bi šla kuj še enkrat, a ne, sam bi šla po drugem trailu, ko zdaj vem, takrat so mi rekli, da je sam Arangu dovoljen, to je tako zelo, v bistvu, ne začim sem ta spust z vrha je tehničen, pa je pa tako easy, ampak lep trailček, a ne. Je pa zdaj pravi tudi en Rongaj dovoljen, tisto se mi pa zdi bolj zanimiv, bi bil pa prav fajn, a ne. Vozijo pa, jaz ne vem, uradno vem za ene 12 ljudi, ne, da so res gor nesli sami, pa se spustili, a ne. Toliko malo. Saj možno, da jih je bilo več, ampak ni, ja, a ne. Prva sta bila, ne vem, 2 Britanca, po moje, da 85, pa je bila pa ena ženska, Američanka, tudi adventure racerka drugače. Pa je te Dani McCaskill, to gotovo poznate, to taka skače, svetovno znan kolesar, no. So bili 3, pa pol 2 Čeha, za te vem, no, pa gotovo je bil še kakšen, a ne, siguran, a ne. Slovenija sta pa prav prve. Tako, ja.
Ja. Deva samo mačken čist logistike tale Kilimandžaro. Jaz namreč nisem bil tam, moram pa priznati, da ga imam nekje, ne, najvišja gora Afrike, to je ena stvar, pa še neko tako predstavo imam, da če že grem kaj, grem pol še leve, pa žirafe, pa sloni. Ampak to je skratka, letele sta v Tanzanijo, prideš tam, kaj, v glavno mesto. Tam prideš v Arusha, tam je letališče, oziroma 1 kilometer, mislim, 1 urco imaš pol še do Arusha ali pa do Mošija, to sta v bistvu glavne taka mesta, kjer se ponavadi ti, ki grejo pol na Kili, pač tam živijo. Tako da tam na letališču je počakala Eken in pač s kombijem, ne, tovor noter in smo šli v Moši, no. Potem to je pa že bližje potem same gore. Tako, ja. In tam se kaj sreča z agencijo, verjetno razložijo, kako pa kaj, tako. Spoznaš ekipo. Tako, ja, v bistvu so poznali prej samo Ekenino, je prišla k nama in smo se vse pogovorili, koliko je bo, koliko bo nosačev, koliko bo enih stvari, kaj potrebuje najprej za Meru, potem za Kilimandžaro, a ne. Potem samo ekipo sva pa spoznali, ko smo odšli, no, prej ne, a ne. In tudi zdaj sam, čisto logistično, sam vzpon so tabori, se pravi ekipa z šotori, ali so tam tudi neka koče? Ja, ta Marangurut je edina, ki ima v bistvu koče, razen prvo noč sva imeli šotor, no. Drugače pa edina s kočami, no. Pa imaš pa v bistvu načeloma je, mislim, da 7 poti, najbolj teh obljuden, mislim, ki jih se največ vodijo, na drugih so pa posod šotorišča vmes, ja. In imajo pravilo, da vse, kar prenese, morajo tudi odnesti, ne. Tako da gore je res čista, no, a ne. Ja, tudi je pa tudi težko, no, vso vodo morajo prenesti, recimo za kuhati moraš vse prenesti. Res čisto vse moraš prenesti, pa tudi vse odnesti, ne. Razumem. Ja. Sta pa, si predstavljam, ves vzpon že, ne? Vsaj do zadnjega dela, ki je bil tehničen, kot si rekla, sta bila v bistvu na kolesu. Ja, skozi sva bili na kolesu za Kilimandžaro. Je pa tako, a ne, to, neki deli so zelo strmi, pol tudi višina, a ne. Tako da marsikdaj sva tudi porivali kolo, ni tako, da bi skozi gonil, a ne, ker se... razumem, to pač so odseki, ki se ne da. Ampak ja. In to ste imeli neke dnevne etape in a ste kdaj ušle s kolesom? Že dol grede si predstavljam, da sploh, ampak pustva to še zaenkrat. Ja, prvi dan, takoj na začetku Ekine imela kolo, pa da ušla z nama, a ne. In to je po moje 100 metrov trajalo in potem, ko se je začel vzpon, je ona sam še you can go, a ne. In tako tam, mislim, ona ne vem, po moje bila tudi tamle kolesarijo, a ne, sploh pa punce po moje, ne. Čeprav zdaj vidim, da ima kolo, a ne, in zdaj, ker sva šle, je rekla, da se pa zdaj tudi posvetila ful kolesu in vidim, da res prav vesela sem za njo. V glavnem tako, da sva tisto prvo etapo v bistvu same kolesarile, se ni bilo za zgubiti, v bistvu sam cesta, no. Potem je pa kolesaril z nama en fant en Saidi, ki je tudi gorski vodnik, no, in ima tam tudi servis za kolesa. Tako da smo potem s Saidjem skupaj kolesarili. In so bile etape, 4 etape, to je bila prva etapa, je bila od Kilema vrat do Kilema Kempa, tako se pravi do 2800, potem je šla naslednji dan do Horambahata, to je bilo na 3800, potem še en dan do 4700 na Kibo, potem pa je 4700 na vrh v Horopik. Pa se to vsak dan kar naredi nekaj višincev. Cirka jurja, ja. Kaj pa, če bi vedve si ne bi zbrala tega Meru vrha za klimatizacijo prej? Kako pa sicer potem, recimo, če prideš samo na Kilimandžaro? Več dni bi se mogel vzeti, no. Si to agencije imajo pač verjetno to že vse vpeljan in splaniran? Ja, aklimatizacija je zelo važna, no. Sej, tudi mi, da sem imela v bistvu več dni predvidenih za Kilimandžaro, sva se tako dobro počutila, da so pol en dan skrajšala, no. Tudi za spust bi lahko naredila v enem dnevu, a ne, sam imaš pač, nosači niso na kolesu, ne morejo tako hitro, ne, tako da so se mogli ustaviti po 2 dneh, a ne, drugače pa lahko še skrajšale. No, ko si je klimatizacija omenila, Kilimandžaro je blizu 6000, ne? 5895, ja. Že zelo visok.
Ja, So že resne višine, ne? ker pri nama sta bila na Kibu 2 Izraelca, no, ko sta šla po moje v 5 dneh gor, pa je bilo premalo, ne. Jih je navil. Velikih višinska, ja. Ja. Čeprav je pa res, da tam zelo ti skozi opominjajo pole, a ne, počasi. Nama se je to zdelo že čist pretiravane, a ne. Tako res počasi, a ne, mi že kar nismo mogli, a ne. Sam na dolgi rok se splača, a ne, vidiš. To imamo verjetno vsi, kadarkoli smo šli kdaj na višino, vemo, kako nas je to prehitevanje pol pošolalo, ne. Gospa višina pride in začne trkati zelo močno. Si pa že omenila, da sta se tudi že doma majčkeno pripravljali za klimatizacijo. Ja. In sicer, kako je to izgledalo? Ja, višinske šotore sva imeli, no, tako da, jaz takrat, ko sem bila 20 let nazaj tam na Kilimandžaru, sem imela kar hudo višinsko, mislim, tako me je zelo zdela in me je bilo kar strah, tle pa zdaj še kolono, tako da ja, spiš doma, srednjevno si postaviš šotor, a ne, not vržeš jogi in potem... Pred časom se spomnim, sem v enem takem pogovoru s Tomažem Jakovšičem se pogovarjal in je tudi rekel, da se točno ne spomnim, mislim, da za eno himalajsko odpravo, ki je vodil, kako da je tudi uporabljal te šotore, pa da mu ni bilo prav v užitek spati s tistim šotorom noter. Je to malo tako šumi, pa... Ja, malo uropotal se skupaj, ampak... Tako malo zaprt, pa klaustrofobično. Ne. Tebi se ni zdelo? Grozen. Ne. Ker mogoče še to, ne, slučajno sem pa zdajle tudi vodil eno Angležinjo, ki pa v Londonu dela v nekem centru, kjer se lahko aklimatizirajo, ker veliko Angležev, očitno Britancev, pač hod, tudi recimo na Kilimandžaru je dosti menda popularen tam in veliko uporabljajo potem te višinske sobe, ne, da se majčkeno te predaklimatizacije že upravljajo. Da očitno lahko potem tak čas pol na sami gori očitno skrajšajo, kakorkoli. Ja. Skratka, višino sta zmogle, ni bilo nekih težav. Ne, dobro, malo že, a ne, glava boli malo slabo, ampak načeloma pa ne, jaz sva se ful dobro počutila, no, tako, ja, obedve. Ta zadnji dan štarta se zelo zgodi, menda. Ja, štart zmenjeno smo bili ob 2 zjutraj, in ob 2 njih ni bilo, to moram povedati. Oni, če rečejo, ne vem, 7 se zmenimo, ne, mi da so bile 5 do 7 tam, ne, mi dve vojaški stil, oni v 7:30 njih še ni, ne, kaj zdaj, to se moraš tudi tam navaditi, to res. Počas. In pol si v bistvu še nekako sprejmeš to, okej, no, se pa je tudi dobro, da vidiš, da ni vedno ura tvoj komandant, ne, ampak takrat, ko smo šli pa na vrh, se nam je pa zdelo res to malo tumačno, ne, pa so malo zaropotali, no, tako da so pa prišli 10:50. Ja, in smo začeli hoditi, no, najprej so malo kolesa porivali, ampak kuj ti zdanje, mislim, takoj na začetku je zelo strmo, tako da sva jih po moje zelo hitro gor dali na ramena in sva nosili skoraj celo pot do Stella Pointa, se pravi, cirka 1000 višincev nosiš kolo. Je pa tudi zelo taka peščena podlaga, tak pač vulkanski pesek, a ne, strmo, cikcak. Tako da malo je sitno, malo ti zgreš gor, pa malo dol, a ne. Ampak, ja, je šlo, no, tam nek na 5:30 se je začel tudi delati dan, to je res tak fascinanten prizor, se je gotovo posod, no, ampak tako se mi zdi, da tam res kar vidiš, kako je zemlja okrogla, pa ta Mawenzi, ne vem, če poznaš. Ne. Mawenzi, taka res, meni je tako noro, tako lepa gora, je v bistvu tudi vulkan sicer, ampak nima oblike vulkana, je tako taka stožčasta gora. In odmata tudi Zaplotnik pa Tone Perčič prvenstveno smer v vzhodni steni. Pa je bila pa kar nekaj časa, je bila zdaj zaprta, ker se zelo podira, no, ampak je res. To je del samega pogorja Kilimandžarja, kako je to? Ja, v bistvu Kilimandžar je iz 3 vulkanov, Kibo, pa Šira, mislim, da pa Mawenzi, a ne. In Kibo je kakor še nek speči vulkan, Mawenzi pa Šira sta pa mrtva, a ne, in ja, tako. No, in si delal dan in čez ta Mawenzi res tako čarobno je, no. Tam smo malo počakali, potem pa nadaljevali do Gilmans Pointa, do 5:6, tam se ti zdi, da boš lahko kolo že dol dal, ampak malo se poravna, ampak so pa še skozi take pač skalnati predeli, da ga spet gor daš, pa neseš še do 5:700, pa se pa res položi, no, pa vidiš tako že v daljavi vrh, pa porinaš, pa mogoče še malo peleš
do vrha, ja. In Neke table so na vrhu, ali kako? ja, lih to, Gilman's Point, pa Stella Point, to so take table, no. To označuje sam Večje. vrh, ali še kaj drugega tam piše, ali kaj je pravzaprav to? Te table. V bistvu višina piše, ne vem, a še Aha, drugega okej, piše. nič zdaj ne vem. posebnega. Ne. Feeling na vrhu, tako kot vedno dober, ne? Dober, ja, dober. Čeprav, po mojem res na vrhu še nimaš tistega občutka, to pa za tabo pride. Pa tako, itak ti še toliko časa čaka dela navzdol, a ne. Meni sem imela tudi malo smole z bremzam, no, ena mi je res odpovedala in malo sem se na vrhu s tem ukvarjala, tako da... Prva, zadnja. Zadnja. Ja, pa Ja. šlo po pesku dol, je bilo lušten. Ja, pumpac sem mogla zelo velika, ne. Aha, Se okej. pol je nižji, ki pa ta dol je pa normalno delala. Daj mi še povej, kakšen kolo imaš pravzaprav, oziroma s kakšnim kolesom si šla? Z enduro kolesom sem šla. Koliko je imel to kil? Cirka 15. Že kar težko. Ja, le, samo za dol se splača. No, itak. To je tako en tak podoben feeling pol, kot pri turni smuki, ne. Z razliko, Aha, če ja. greš peš. Ja, Če greš peš, včasih na kakšen vrh, ko greš gor, priješ na vrh, Ja. tisti excitement je ko moraš pa super. dol. Ok, zdaj moramo še dol priti, ne. Pri turni smuki, pa očitno tudi pri kolesu, pa pride pravzaprav ta boljš del šele pol, ne. Ja, ja. Kako je pa zdaj pol ta spust zgleda? Ja, spust na začetku greš tako ob kraterju, tak peščen del, tako res lepo, a ne. Tako je bilo zelo zanimivo, a ne, Eki ni bilo tako strah, a ne. Ona je hotela, da greva tam peš, pa kolo zraven peljeva, to so čisto prestrašen bili, a ne. Ampak nič tehničnega, res. Pa imaš od Gilman's Pointa ene 70 višincev, je res takih skalnatih, tam smo kolo celo nesli dol, no, ker je res, po mojem tam Ben, tudi Dan McCaskill, ne verjamem, če je peljal, pa tudi, če bi se tam potolkel, mislim, ne, pač ni bilo, no. Pa imaš do Kibota tak zelo globok pesek, no, in moraš res delati, ni tako, da bi sam spustil, moraš ful delati, a ne, moraš driftati, moraš, ja, tako da ni sam, da bi spustil, no. Je pa tako mehko, da tudi če padel nič, mislim, se sem padla parkrat, a ne, in ni nič hudega. Je pa tak užitek, no, pa tako zanimivo je bilo, a ne, pol Eken je tudi za nama, za vsako je poslala enega vodnika, a ne, sta tekla za nama, če v primeru, če padeva, da ne vem kaj, a ne. Ampak pa so videli, da nama res dobro gre, a ne, in so naj pustili uživati in ja, so uživali. Čeprav sva se ustavili pa unko, so bile zmatrane, a ne, itak višina pride za tabo, cela noč za tabo in moraš ga rad dol, ne. Zagotovo. Do 470 se polk tam na Kibotu sva pojele kosilo, malo sva se ufrišale, pa do Horombo do 370 pa res tak hud trail, da sam riskali sva, ne. Ja. In tako res vsi hodijo peš gor, ti greš s kolesom dol, si misliš, saj do Kibota pel kolono, ker se res plača, tisto zaradi kolen, zaradi navzdol pol, Ja, the best. Koliko pa je bilo sicer turistov v tem obdobju? Ja, je veliko. Je bilo... Ja, jaz Kar takrat prvič obljuden. sem bila novembra, se mi zdi, ni bilo nič folka, ki je bilo, pač novembra je tako bolj deževno obdobje, zdaj je bilo pa res. Pa tle na Maranguru, tudi ko sva šle midve, v bistvu ni tako obljudena, no, ampak pol gor na kraterju, mislim, na vrhu se pa srečajo te poti in je res, ima veliko ljudi, no, res je tako To sta- množično ratal. To sta torej dve glavni poti za sam vzpon na vrh. Drugače jih je 7. 7. Ja. Mislim, da jih je še več, ampak 7 je najbolj tako, da se jih največ vod. Ampak gora je pravzaprav na meji med Tanzanijo Pa Kenijo. Pa iz Kenije je tudi kakšen, so tudi pristopi ali je bolj na tanzanijski del? Kako izgleda to? Imaš to kaj ideje, pogleda? Po moje, da ja. Po moje, da ja, zdaj ne upam reči, Ali pa ampak tako bom vprašal, a se večina vzponov je iz Tanzanije? večina je iz Tanzanije. Aha, ja, okej. ja, ja. In ko sta prišla v dolino, sta uživali, sta si odprli kakšno pivce, pa Ja, Coca-Colo. to sva si ga že prej. Se da tudi že višjega gor kaj dobiti. Ja, ko sva tja prileteli, imela ni kar lih rojsten dan in sva pač mogle. To je treba fajn nazdraviti, ja. Ja, ko so šle dol, moram reči, no, da še pač spustile sva se pač čisto v tisto vasico Maranguno in tam je bilo res tako
eno tako posebno doživetje, ne vem, je imela šola odmor ali kaj, v glavnem ful je bilo teh otrok zunaj in vsi so pretekli in so hoteli probavati kolo, ne, in pa so se tam vozili z najnim kolesom, tako in tak res čaroben stik je bil, no. In tudi vsi ostali tam v vasi, tako moram reči, ti Tanzanci so tako prijetni ljudje so, no, prijazni. In ja, potem, ko smo pa prišli dol, pa saj ne vem, ja, gotovo smo šli na pir, ali pa 2. No, to je bilo tako fajn, da se človek niti ne spomne, pa bilo res fajn. Kaj bi pa zdaj, če bi tako pomislil na celo izkušnja, to je bilo 14 dni, sta bile vse skupaj, približno. Kaj je bilo, če se danes spomniš recimo na tole dogodivščino, kaj je tist, ki te najbolj, bom rekel, dvigne puls, ali pa kaj ti je najbolj se zasidralo v spominu? Kako bi rekla, trenutki z afriškimi ženskami. Tako rekla, ne vem, punce niti niso vse znale angleško govoriti, ne, ampak ne vem, recimo Maggie, ona je bila najna urad, tako kar natakarca, ne, ki nam je nosila hrano, ne vem, pa je prišla, pa se je usedla k nama, pa je pokazala ona svoje slike od otrok, jaz sem njej svoje, tako, pa zekeni, a ne, ja, ti medsebojni odnosi, no, tudi z drugimi, ne samo s ženskami, no, ampak ja, ta povezanost in to, kar si želimo še naprej ohranjati, oziroma te punce, ki se malo bodrimo, a ne, pa Neka taka univerzalna ženska povezanost. Ja, ja, temu mogoče, rekel. ja, ko imamo neko svojo tiho moč. Ja. Kaj naj rečem, Tiha moč je namreč pa tudi naslov filma, ki je bil posnet o tele vajni dogodivščini, kjer tudi se tole, kar zdaj opisuješ, pa še kar nekaj stvari zraven, jaz sem si ta film zdajle pogledal in je zares zelo lep. Tako neko lepo sporočilo ima. ja, midve pol, ko sva prišli, jaz tistim GoProjem, ker sem lahko posnela, pa še to, prej nisem imela namen kakšnega filma snemati, a ne, zdaj naslednjič, ko bova šle, se bova ful bolj pripravile, a ne. Ampak pol sva pa rekla, fajn bi bilo nekaj, da imamo nekaj za spomin, karkoli, ne. In potem sva stopili v stik s Petrom Vrčkovnikom, no, s prijateljem, ki se pa tudi ukvarja precej s filmi. In on je rekel, to bi pa lahko naredili malo večjo zgodbo, a ne. Sva si pa tudi ful želeli še naprej pomagati tem puncam, a ne, kako bi zdaj to lahko vse skupaj, a ne. In tako, da smo potem naredili neko zgodbo, a ne, ke v bistvu predvsem si želiva s tem tudi, da te punce lahko, oziroma vidva, tudi jaz sem še vedno v stiku z Ekeni pa z Julijo, a ne, in jima tudi pošiljam določene izseke iz filma, kakorkoli vidva, da pomaga to njima, ne. Imajo ful več dela in so pač prepoznavne bolj in to je zelo veliko, no. Če prej si že omenila, da ste si tako kazali slike otrok, pa da ste te neke skupne točke iskale. Če si tako, se mi zdi, da je en tak današnji mogoče stereotip afriške celine, poleg tistih nekih divjih predelov, kjer so divje živali, pa levi, pa sloni, pa ne vem kaj še vse, ne, da je pravzaprav tudi veliko nekega gorja, ki je pač ostal mogoče pod vsem tem, kar se je v zadnjih stoletjih tam dogajalo, ne, z vsemi kolonijami in tudi danes naj bi se, jaz nisem nek poznavalec, ampak naj bi se še vedno neke korporacije tam okoriščale, predvsem z naravnimi bogastvi in tako naprej. Skratka, a se motim, da je veliko tudi nekih težkih izkušenj, zdaj ne vem, Tanzanija mogoče niti ni toliko, ne, poznamo pa zgodbe iz, ne vem, iz Ruande, iz Sierra Leone, iz Sudana, ne, tudi Južna Afriška republika je tam bilo vedno, še zdaj je, ne, zelo burno. Koliko mogoče te neke trpkosti si pa ti začutila tam? Ali je to samo spet nek taka ideja, klele nas zahodnjakov?
Ne, siguren, da je še to, sicer mogoče Tanzanija, ne to, jaz ne vem, no, mogoče ne to, pač te države, ki si omenil, ampak vem, da pač punce, čeprav zdaj imajo, v Tanzaniji imajo predsednico, a ne, in kakor res vem, se precej bori tudi za enake pravice, a ne. Ampak vseeno, ne, sploh na nekih podeželskih okrajih so punce ni enakopravnosti, a ne, tudi, ne vem, Eke ni, a ne, ona je bila najmlajši otrok izmed 14 otrok, a ne, in potem, mislim, da po 14 letih je umrl oče, a ne, in potem njena mama je mogla pač preživljati vse otroke in Eken je takrat hodila v srednjo šolo in ni mogla dokončati, pač niso imeli denarja zdaj, ne, in mama je potem delala ne vem kaj vse, no, toliko, da je Eken je spravila čez šolo, res skozi govori o mami, koliko je hvaležna, ne, in potem naredila še to za turoperaterja, ne vem, neko v zvezi z neko turistično šolo in potem začela s gorskim vodništvom, a ne, in pri njih, ne vem, ko je oče umrl, a ne, gre to v bistvu njihov posestok, se vse razdeli samo med brate, ne, ženske ne dobijo nič, a ne. Pri njih je navada, da v bistvu ženska se mora čim prej poročiti, a ne, in potem dobi od moža in potem je doma, tudi kakor vem, recimo, v glavnem ženske so, morajo nositi vodo, a ne, pa drva, a ne, in tudi če bi hotele še kaj delati, so to tudi zmozgane, da ne morejo, a ne. Zato, da pa nosijo vodo pa drva, pa to pa niso plačane, a ne, tako da potem imajo tudi zakon, recimo, punce se lahko poročijo pri 15 letih, a ne, moški pri 18, tudi ta predsednica zdaj se bori, da bi dvignili na 18, a ne. Tako da zelo veliko punc je zelo kmalu nosečih in tudi zaradi tega pač ne dobijo potem služb ali pa ne končajo šol. Tako da te nosačke, ki so bile pri nas, a ne, so bile tudi po večini mamice samohranilke, zdaj jaz nisem spraševala, kako pa kaj, a ne. Ja, samo so težke zgodbe, a ne. Ja. Vidiš, da so. Preveč pa tudi nočeš spraševati, ampak. Okej. Ampak tako potem z neko takole mini ekspedicijo, recimo, kako je bila vajna, pa še za tole promocijo, pa tako, pa tudi pol en tak kamenček v mozaik v pomoči tam. Meni je to največ, če smo en kamenček v mozaiku dali, mi je to res največ od vse odprave pomeni. In ja, mislim, da sva, no. Ta hvaležnost nazaj se čuti, ne. Pa mogoče še kaj bova. Pa mogoče še to, pa sem tudi zaznal v filmu, pa tudi v Planinskem vestniku sem bral vajen intervju, tvoj in Nikin, ne, da sta pač izpostavile tudi to pogumljanje deklet, žensk, ne. Ne samo v Afriki, ne, ampak v končni fazi tudi pri nas. Ja, glih to mogoče to, kar sva na začetku govorila, a ne. Zakaj ni več punc nekje, a ne? Jaz mislim, da so sposobne, mislim, pa da marsikakšna bi lahko, ampak ne upa, a ne. Pa ne samo tako fizično mogoče, da ne upa, ampak še skozi, čeprav rečemo, da smo emancipirane, pa jaz ne govorim, da je zdaj tle pri nas hudo, a ne. Vse si res lahko vse privoščimo tudi punce, a ne. Samo še vseeno spogledajo en kanček, tako, ženske same, a ne. A si res to lahko privoščim, a ne. Jaz kot recimo mamica samohranilka, a ne, imam velikokrat, jaz sem imela največji problem to, da grem, a ne. Ne samo to, da a bo vse prav v redu z njima, a ne, ampak a res jaz lahko grem kot mamica samohranilka za 14 dni nekam sama, a ne. Končno, a ne, mislim, zdaj imam res take dobre duše doma, a ne, ko so mi rekli, daj pojdi, a ne, mi komaj čakamo, da greš, bomo mi 14 dni ful žurali, mislim, smo imeli fajn, a ne, mi tudi rabimo življenje, mislim, tako skupaj biti, a ne, ker jaz sem pač naredila tako, da sem, dobro, mama živi spodaj v hiši, a ne, ampak sta pa prišla k meni za toliko časa živeti moj nečak s punco pa nečakinja, a ne, in ko so že pač odrasli, ona je tudi vzgojiteljica, in so imeli tak fajn življenje skupaj, a ne, in ja, take stvari, no, da si moramo kdaj vzeti mogoče dovoljci, no, kakšne stvari, ki nas nekako omejujejo v glave. A pa misliš, da so, ne bi rad mogoče v proporciji govoril, ali pa tudi
me zanima tvoje mnenje, da so te tihe bremze, ki si jih mogoče zdaj opisala, da so v dekletih, ženskah samih, ali je to še vedno neko družbeno, se pravi, ne da ti nekdo direkt reče, ne smeš, ampak ne, z raznimi očitki, taki tihimi, ali pa s kakšnimi igricami, ali pa tudi, če ti nekdo reče direkt ne smeš, zato ker tvoje mesto je pa tam. Če me razumeš, kaj. Ja. Vse to seveda marsikakšen reče, a ne, se to vsi vemo, ampak mislim, da nas to ne bi smelo omejevati, a ne. Zdaj, velikokrat imamo ljudje problem s tem, ker preveč gledamo in poslušamo, kaj drugi rečejo, kaj drugi mislijo, a ne. Saj da, v neki zdravi meri je to dobro, a ne. Ampak veliko stvari pa pač ne narediš ali pa si ne dovoliš, saj jaz zaradi tega, kaj bo pa on rekel pa to. Ampak če ti pač nobeno nič žalega nočeš, a ne, pa nič slabega ne boš naredil, ampak mogoče celo kaj dobrega, a ne, zakaj ne, a ne. Jaz tudi svojim otrokama, a ne, svojim puncama nisem rekla, da sam grem s kolesom na kili, a ne. Jaz jim celo zgodbo predstavila, a ne, tudi zakaj grem, kaj me tja vleče, a ne. Tudi pol, ko sem prišla nazaj, a ne, ste videli to zgodbo, a ne, in tudi upam, da gremo enkrat same tja nazaj, a ne, več, a ne, vrednote, a ne, ki jih v bistvu tukaj ni več. Te malenkosti, ki tam bogatijo, ta smeh, res, ti otroci tam, lahko sem jima veliko pokazala, a ne, in sem jima marsikam prinesla, a ne, nekateri sam vidijo, si šel sam tja, neko egoistično dejanje, ampak ni to, a ne. Lahko ti zelo veliko prineseš nazaj, a ne. To zagotovo, verjetno je pa tudi to, da se človek mora tudi nekako, bom rekel, sam sinhroniziran, sam sabo biti, ne. Ne moreš samo v službo hoditi, pa biti samo mama, oče ali karkoli, pa samo dejati, ampak se moraš tudi ti nekaj dobiti, da si v nekem ravnovesju, da lahko potem kot neka celota funkcioniraš. A ni tudi to res? Ja, moraš biti sam srečen, da lahko tudi srečo deliš, a ne. Ja, no, to si zelo lepo rekla. Daj mi še eno stvar povej, mogoče še en tak stereotip, mogoče zgolj samo v moji glavi, da v Afriki, ajde, zdaj bom malo, da boš rekla, blefira, saj si film videl, pa si marsikaj videl, ampak tudi če ne bi videl, ne, da tam vsi zelo veliko plešejo in pojejo. Ja. A to drži? Ja, zelo. Tako so res veseli, srečni ljudje, ampak plešejo, pojejo, v bistvu pri vseh pač srečnih trenutkih, ampak videla sem pa tudi zelo veliko molijo, a ne. In pa recimo, ko smo hodili gor na kili, takrat, ko se je delal dan, kaj najbolj mraz, ne, oni so ful molili, a ne. Ampak se tudi zahvaljujejo, ne samo da prosijo, tudi zelo veliko se zahvaljujejo Bogu. In potem sem pač rekla tudi, da v bistvu molijo in pojejo tudi zaradi tega, ker jih zebe. Oni nimajo opreme, ne, velikokrat nimajo opreme, nimajo rokavic ali pa kaj takega. In in v bistvu neka vrste mantra, bi jaz rekla, ne, da jih ne zebe, ne. Pa ja, spodaj pa ja, imajo te pesmi in ja, so taki veseljaki, no, srečni so, odprti, iskreni, se kar nalezeš. Ja, Ja. sta šle kdaj zraven, no. Ja, itak moraš, se te potegnejo. Ja. No, pa se to je nek tak, če tudi ne govori človek jezika, to jezik tega vzdušja je pa tako univerzalen, ne. Tako je. Se zliješ, pa nekaj mrmraš in tako je. Ne, tako, kot si rekla prej, kako ena izmed punc ni znala nič angleško, ne, pa verjetno ste nekako komunicirali, neverbalno. Ja, smo se nekako zmenili, ali s kretnjami, s pogledom, vse smo se zmenili, no, ja. Lepo, da ste še v stiku s temi dekleti, ne. Pa če si rekla, da boš mogoče še kdaj šla, še s kom nazaj, verjetno imaš pa tudi še kakšne ideje. Ja, z Nikom imava že kar plan, ja. Ja, že kar plan? Ja. A je še skrivnost? Ne, zdaj imava pa plan na Ojos del Salados, to je pa Čile, najvišji vulkan na svetu, s kolesom. To je dosti blizu Aconcagua, a ni? Ja, mislim, da je 600 kilometrov. Narazen? A to pa ni tako blizu.
Ja, ne, ni tako blizu, ja. Kakor so zame, no, ker se Ja, enkrat ja. tam. Aha, okej. Ja, ne moreš z avionom, ja. Ampak je pa mislim, da je 70 metrov nižji od Ojstrice. Tako zelo tam, a ne. In ko bi bil še tako fajn aklimatiziran, bi bilo fajn. Ampak tudi Aconcagua so že vozili s kolesom, jaz nisem mogla verjeti, ko sem to videla. Ja, In to že leta 85. Neverjeten. pa tudi verjetno bolj redko, ali je to tudi zdaj že. Jaz pa vedela nisem, to je po moje edino, ne vem. Mislim, se zdaj kolo je, pa gorsko kolesarstvo je pač to razširjena stvar, da to ni zdaj več neka taka eksotika, ne. Ja, Tudi v Nepal, recimo, včasih je izključno se hodili na trekkinge, zdaj se hodi tudi s kolesi. tudi s kolesom. Marskam, ne. Pač mogoče ne čisto vse, ne, tiste, ki so pač malo bolj čez višje ležeče prelaze, pa tako, ampak sicer, kakor slišim, tudi videl sem kar nekaj kolesarjev. Ja, se je. No, ampak ta Kamska Sahara, tle je Ozdrov Salades, to imaš res, se mi zdi, da to mora biti krasno. Je pa tako zelo neobljudeno, ne, bo čist druga zgodba, ko je bila Kilimandžaro. Zelo neobljudeno je, pa tako vreme je čist drugo. No, mislim, da je 15% uspešnost, ne, ker. Samo? Ja, zelo. Skratka, kaj bolj nevihtno, slabo vreme, Ja, tako. pač patagonski stil. In, bolj že. okej. Ja. Pa si malo prepuščen nemilosti. Malo več časa si moraš nemilosti, vzeti, ja. Pa malo več cajta, ja. Super. Koliko pa pol še imaš časa za kaj drugega, če veliko kolesariš, pa družina, pa služba. Koliko je še, pa dobro, rekla si tudi že gorsko reševanje. Zdaj je to že kar veliko, ne. Ja. Rečeva zelo veliko. Plezaš še kaj? Ja, plezam še, mislim, itak sem po srcu hribovka, to sem zmeraj rada delala in zdaj spet malo več plezam, no, zdaj je prišel spet tak cajt, tudi punce rada plezata, tako da, mislim, na umetnosti ni tako hodimo veliko skupaj, no, zdaj pa tudi s prijateljico več, če je let cajt, greva v kakšno steno, no, tako da upam, da mi to spet malo več ratuje, ko so bile punce še majhne, mi je bilo težko, no, predvsem kolo je bilo fajn, vzameš pa šibaš, a ne, zaprijeti se moraš pa zavedno meniti in ta časovna stvar mi je bila težka, no, ker pač, kolo mi je bila pa taka fajn, prijateljico vzameš, šibaš, takrat, ko smo v čas, in. Ja, v hiter lahko veliko narediš, ne. Ja. Kje pa najraje plezaš? Si predstavljam, da ta del, bolj kamniško-karavanški del, ki je bolj blizu, greš tudi v Julice, Ja, grem tudi v Julice, ja, ne posod, grem tudi v Karnice, ne, ja, zelo sem taka, ne, nimam nekega. Kaj pa zima, greš po zimki Ja, splezat? zelo rada plezam po zimi. Ja. Čeprav ledu sploh nisem ujela že dolgo časa, ker je tako malo časovnega obdobja tega leda, da ga ne ujamem. To je groza, ja. Drugače pa zelo rada, ja, pač zimo imam zelo rada. Smučanje? Smučanje pa nimam tako, turno Ne. smučanje. Se pravi, jaz sem vedno v bistvu turne smuče sem imela za dostope pa sestope, nikoli nisem tako hodila, da bi pa zdaj šla res na ture smučati, no. Zdaj se grem, no, ker pač, ja, ampak ni pa tisto, no, grem raje plezat, veliko rajše. Daj mi še povej, v službi se pa tudi ukvarjaš, ne bom rekel glih s kolesarstvom, ampak majčkeno pa tudi. Ja, majčkeno se pa tudi, v bistvu. Daj mi na ali pa hitro malo več. opiši, kaj pravzaprav počneš. Jaz sem v bistvu delam na Mestni občini Ljubljana, na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet in sem kot prostorska planerka, recimo, no, zelo imam pač široko področje, ampak študirala sem to interdisciplinarni podiplomski študij za prostorsko urbanistično planiranje in v tej smeri precej delam, no, potem pa tudi razne upravne postopke zraven. Delam pa predvsem na prostorskih planih, no, na vidiku prometa in sem spada tudi kolo, a ne. Ja. Zelo se pač želimo pač trajnostno mobilnost, kar po mojem nam kar uspeva, no. Ja, ko se sprejemajo prostorski akti, sodelujem zelo veliko tam zraven, no, in. Kaj pomeni v Ljubljani trajnostna mobilnost? Oziroma.
Ja, zdaj bi bilo Čemu fajn, da ta stremite? železnica, sicer to je državni akt, a ne, da bi res, da bi bila povezana, ne, železnica, javni promet, kolo, a ne, peš, ampak da bi bilo to res povezano tako, da si hiter, da imaš vse Ja, da je dostopno, da je funkcionalno. dostopnost, ne, a ne, da greš ti s kolesom prideš, ga daš na vlak ali pa ga pustiš tam, a ne, da nimaš velike razdalje, da ti to vse pomeni. Te časovne vrednote so zelo pomembne, a ne. Potem pa tudi ekonomske, a ne, pač, da so take cene, pa pač varstvene, a ne, to je ta Da se majčkeno prometa megaplan. zmanjša. A pa je kaj posluha na eni strani, bom rekel, posvečenih voditeljev Ljubljane, pa na drugi strani pa pač Ljubljančanom in vsem, ki hodijo v šole in v službe v Ljubljano. Je, ampak je posluh z obeh strani. Za take bolj velike projekte je vedno potreben čas, a ne. Ljudje morajo neke stvari sprejeti, a ne. Sploh kakšne velike udarne stvari, recimo, zdaj pa tam peš cona, nič več prometa, recimo, a ne. Ja. Vedeti moraš, da nikoli ne bo vsem všeč, a ne. Pa pri enih stvarih pač ljudje rabimo čas, a ne, in Ker verjetno, recimo, da jaz živim zdaj v tem kamniškem koncu, ne, in nedolgo nazaj smo se doma pogovarjali z Majo, da pač kle so nenehni prometni zamaški, ne. In kako bi bilo fajn, če bi bil res vlak tako funkcionalen, da bi bilo zjutraj veliko, pa da bi bili hitri. Bi No, se saj na tem se verjetno dela, ja. marsikdo potem posluževal tega, ne. na tem se dela. Ker če se pa ti iz Kamenka v Ljubljano voziš 1 uro, pa moraš pa še čez Ljubljano vseeno priti do službe, Ja, je to ne. problem, ne. Čas je vrednota, a ne, in ljudje ne bojo šli nekam, ker boš ti potem izgubljal čas, a ne. Se mi pa zdi, da je pa tudi v slovensko mentaliteto zakoreninjena vrednota ta mobilnost lastna, ne. Torej, Ja. svoj avto, Ja. ki te pač pelje nekam in te potem tudi odpelje, in ta svoboda in vsem, kar pride zraven. In temu ne vem, kako se odreči, recimo. Ali pa narediti tako, kot si rekla, ne, ta preskok v glav. Težko. Je oboje, a ne, zdaj, kakor je zdaj pač Slovenija, tudi, ne vem, vse službe so, velike službe v Ljubljani, a ne, zdaj, če bi se to malo, zelo velike teh stvari, da bi to zaživelo, no, ampak se da, veliko je pa tudi v naših glavah, ja, zdaj, a ne, veliko se da, recimo Ljubljano se sigurno da na kolesu, po moje, predelati, a ne, ne rabiš avta, a ne, če si načeloma, ampak so pa druge stvari, a ne, saj moraš pa otroka kam odpeljati, a ne, tako da, ja, široko področje. Daj mi še to, ker so glih pri Ljubljani. Jaz sem namreč pa vse glih čisti Ljubljančan, pa me majčkeno se glih zanimajo te stvari, te kolesa, ki se jih pač izposoja po Ljubljani, ne, se jih potem pušča na raznih krajih. Koliko pa je to zares? Verjetno imate še kaj podatkov, koliko to živi in koliko je to uporabljen, priljubljen, nepriljubljen. Ja, ta javno in bicikli so kar priljubljeni. Ja, to kar laufa, zdaj ne poznam podatkov, koliko, no. Zdaj precej prihaja že do konfliktov med pešci pa kolesarji, a ne. Ja. Tako da, sicer pri nas zadnjič sem bila na enem predavanju, no, ko so Finci govorili, da imajo zelo velik problem tam, a ne. Da tle, ko se je peljal po Ljubljani, tega ni zaznal, da smo zelo prijazni en do drugega, a ne. Ampak tudi pri nas že zaznamo, pa ti eskski roji, a ne. In to imamo zdaj že ta konflikt, a ne, kako zdaj imeti, ampak glih to spet, dobro, malo je pač varnostni vidik, veliko je pa tudi v nas ljudeh, a ne, da gledamo en na drugega, to sobivanje moramo sprejeti, a ne. Prostora je dovolj zate, zame, a ne, samo strpni moramo biti en do drugega. Strpni je pa tudi fajn, da smo v hribih, ne. Če Ja. pešci srečamo pohodniki, planinci, gorniki, alpinisti, srečamo kolesarje ali obratno, da se ne gledamo grdo. Da se lepo poznamo. Se mi zdi, da je tako, če tukaj se naredi en tak preskok, pa da znamo tukaj držati, potem je vse ostalo pravzaprav samo še formalnost. Potem se treba samo še zmeniti za neke pravne pa take tehnične stvari, pa pač sobivamo dalje naprej, ne. Kaj pa je problem? Jaz to tako mislim, ja. Jaz kar recimo zares ne vidim.
Ne? Čuti pa se in tudi zgodb je, ne, koliko še vedno je teh nekih konfliktov tudi po hribih. Ne. To bo pa tema za kdaj drugič. Težka tema, katero bo treba tudi ugristi. Ja. Daj mi povej še lep vikend pred teboj, kakšni so plani, kolesart, teč, z otroci, plezat. Ja, jutri sigurno z otroci, ampak ne vem še kam. Nisem še gledala vremenske. Nevihtice so možne, tako aprilsko bo. Aha. V nedeljo pa v hribe, ja. Z eno prijateljico, ki se nisva videla že zelo dolg. Tako da... Tudi z otroci greste veliko v naravo. Ja, hribe. ja. Rekla si že, da plezajo. Ja, Greste plezat. ampak bolj tako po plezalnih vrtcih, ne grem pa kakšnih visokih hribih, pa z otroci nisem še tako. Nedelja pa peš, plezat, bicikel. Bicikel ali pa peš, no, ker ta prijateljica ne pleza. Ok. Ja. Andreja, hvala, da si prišla na obisk. Če ne, prej ti želim vse dobro, mislim, itak skozi pa vse, ne. Ampak zdaj, ko si že naznala plane, pa ki res, še enkrat bom rekel, film, ki sem ga videl, je res zelo lep, pa ga priporočam, da se ga pogleda, sploh dekleta, ne, da se bojo upala sanjati in tudi te sanje uresničevati, ne. Sam pejte. Sam pejte. Pa verjamem, da ko bo nova zgodba, bo pa spet kaj zapovedati. Ok, hvala za povabilo. Fajn bodi. Enako.